Na oddelku je 16 bolnikov, včeraj sta bila sprejeta 2 nova bolnika. En bolnik, ki je bil včeraj premeščen v intenzivo, se mu je po noč stanje poslabšalo, tako da je tudi on zdaj intubiran in mehansko ventiliran, tako da je skupno zdaj v intenzivni enoti 5 bolnikov. Ja, podatki zaenkrat še niso, bomo rekli, obdelani, tako da je možno, da je eden izmed dejavnikov tveganja tudi povišan krvni tlak, ampak zaenkrat, se pravi, so to osnovni podatki, tako da čakamo na nadaljnejše in kompleksnejše podatke. Te bolniki, ki so v domači oskrbi, dobijo, preden grejo v domače okolje, natančna pisna navodila. Nekaj jih tudi spremljamo preko telemetrije. Ostali, ki so že dalj časa doma, jih spremljamo po telefonu. Vsekakor dobijo vsi navodila, da v primeru težkega dihanja, krvavega izkašljaja, tiščanja v prsih, takoj pokličejo k nam oziroma svojega izbranega zdravnika. Kar se tiče navodil, dobijo trenutno navodila, da v primeru povišane vročine vzamejo preparate paracetamola. To so v bistvu lažji simptomi, ne? Ja, to so bolniki, ki so sicer ocenjeni, da ne gre za bolnike iz ogroženih skupin in ki imajo ob pregledu lažjo klinično sliko, za katere ocenimo, da se lahko varno zdravijo v domačem okolju. Kar se tiče pranja, dobijo ravno tako bolniki navodilo, da svoja oblačila perejo ločeno od ostalih na 60 stopinj z običajnimi pralnimi praški. Zaenkrat je zaščitne opreme za delo dovolj. Upajmo, da bodo zdaj se te zaloge začele polniti, ker drugače bo seveda tudi v bolnišnicah začelo opreme zmanjkovati. Na površinah lahko ostane, predvsem na zelo gladkih površinah, lahko ostane virus dalj časa, tudi do 2 dnevov, ampak ob ustreznem razkuževanju, se pravi, če takšno površino ali prebrišemo ali razkužimo, pa virus v bistvu takoj uničimo. Pri kašlju kapljice padejo v bistvu v nekaj sekundah na tla in to ni problematično. Problematični so posegi, pri katerih nastaja aerosol, to se pa v domačem okolju ne dogaja. Se pravi, v bolnišnicah, kadar bolnika intubiramo, delamo bronhoskopijo, gastroskopijo ali druge invazivne posege na področju dihal, lahko pride do nastanka aerosolov. Te aerosoli pa lahko ostanejo v zraku več ur, podobno je tudi pri ošpicah. V tem primeru je pomembno, da se prostor dobro prezrači in nekje v 2 urah potem, ko prostor zračimo, prav gotovo virusa ni več v zraku.